alieni, kje ste, kako ste, Ellen, mama tukaj? Kje ste, alieni, kako ste, skvas? Se kamera kar sama premika. Kje ste, kako ste, alien, mama tukaj, upam, da ste fajni, upam, da že na polno uživate ta božič snik, babo. Ne božič, december. Danes imamo to temo primerno temo, izglasovali ste jo takole, tako da hvala, sem upala, da nam te jeti jaz vrali, ker jeti malo tako, malo je že razvlečen med zubmi, medtem, ko je Krampus. Krampus je pa druga zgodba. Bom iskrena na začetku videa, da pa prvi spomnim, zakaj je mene ta vsebina toliko povlekla, zato ker sem jaz gledala film Krampus, vsa navdušena, res mi je všeč, ampak morate zbrati ne tega letošnjega ali pa tako prije, ker zgleda obupan, ampak unga iz 2015, če se ne motim. In sem bila valjda čez puno, najbolj što je tako nek demonski Santa Claus, ne vem kaj. In zdaj sem ugotovila, da basically v naši kulturi to je parkelj in nič drugega, pač parkelj. Ampak v drugih kulturah pomeni kaj drugega in ful je eni dobri zgodbic in veliko stvari za povedati, tako da gremo čim prej v video. Krampus, a ni hud ime tak scary. V glavnem, gre za zver, lahko bi tudi rekli mutanta med kozo in človekom, ki je po celemu telesu poraščen s temnimi ali črnimi dlakami, obvezno mora imeti še scary rogove in pa rep. Lahko bi mu tudi rekli anti-sveti Nikolaj, anti-Miklavž, čisto freaking polarno nasprotje od tega, ker je basically dobri mož Miklavž. By the way, ki goduje danes je Miklavž, ki jaz snemam, šestega. Tako kot večer Krampusov oziroma parkeljnov večer pa je 5. Nisem vedela, da se to loči. V glavnem, se veste, parkeljni so pa največji scary spremljevalci Miklavža, ampak to velja pri nas, druge je mečko drugače. Krampusova naloga je jasno, da skače okrog tega svetega moža, dela hrup, straši, podi, pač to je scary demon, ker mora pač ustrašiti čim več mladih in starih. Ma pa ob sebi še baje vedno brezove palice, te so pa jasno namenjene tepenju. Ampak tepenje bi jaz rekla, da po teh legendah, kaj vse ne bi Krampus bil, je delač najmanj scary stvar. Originalna naloga Krampusa je to, da svojemu dolgmu nagraženemu hudičevmu jezikom prime otroka in ga stlači v to njegovo vrečo. To so še nas strašili včasih, te bodo v vrečo. In kaj pol odpeljete domov. Nam so včasih rekli v pekov, če se ne motim. Ampak odpeljete domov in potem ima s tabo najljubši obrok dneva, večerjo. Ti si pa glavni obrok. Pojejo te, razkosajo te in pojejo. Če imaš srečo, zato ker v hujši verziji je pa tako, da te najprej mučijo in potem še le pojejo. Večkrat manj kruto in bolj simpatično situacijo s Krampusom doživiš, če te samo pridejo iskat in te natepejo in zbičajo s brezovimi palicami. Je pa še ena verzija za poredne otroke, da te v bistvu samo pridejo iskat, zvlečejo ven in vržejo v zmrznjeno jezero. Super. Za nadaljevanje tega samo opozarjam, da meni nemščina nikakor ne gre in bom ziher kaj narobe povedala. Ampak kdo od vas bi si mislil, da ima Krampus svojo žensko različico? Reče se ji Frau Perchta, nekaj takega. Za nadaljevanje tega samo opozarjam, da meni nemščina nikakor ne gre in bom ziher kaj narobe povedala. Ampak kdo od vas bi si mislil, da ima Krampus svojo žensko različico? Reče se ji Frau Perchta, nekaj takega. To, da se ji reče Perchta, sem jaz začela razmišljati, kaj če je mogoče Pehta iz Kekca, da ta ime probam kaj povezan biti s tem? A je kdo kaj kdaj slišal, zvedel mogoče, če kdo ve? V enih kulturah jo poznajo tudi kot Berta ali pa Hulda. Ona je vedno kot ženska predstavljala nekaj božanskega / neko boginjo in obenem demona in obenem lepo in obenem grozljivo in grdo in obenem del Miklavža kot dobrega in delno nekaj slabega, kakor je Krampus. Vedno je bila tak yin-yang varianta. In pri nas parkelj. In jaz sem res mislila, da je v bistvu Krampus čisto neka druga stvar, ki jo pač v Sloveniji ne poznamo in je samo nek zlobni dvojček svetega Nikolaja. Demon. Krampusov ime naj bi izhajal tudi iz nemške besede, sicer ne vem zakaj, če Krampus ne izvira sicer iz Nemčije, ampak okej, iz nemške besede krampen in zdaj ne vem, je to krempel ali krempli, nekaj od tega.
Ima pa skupne mitološke značilnosti skupaj s satiri in fauni, to je pa... Je to grško? Ja, to je grško. V glavnem, če niste gledali Faunov labirint oziroma Pan's Labyrinth, ful je dober film, Druga svetovna vojna, ampak je dober film. Scary / pravličen, tako res na pol grozljiv. Ja, to je kar tako easy, malo grozljivka, no. Meni je res všeč. In noter to bitje, ki je Faven oziroma Faun, je res pozgleda podoben Krampusu, ampak v tem primeru je parjazen in ji pomaga in ni zloben. Je pa malo tak, še ne res scary, pa tak malo vse in se ga kar bojiš. V glavnem gledajte ta film. Skratka, kakor sem rekla, 5. decembra je Krampusnacht. Sem dobro rekla. Krampusova noč, medtem ko pa 6. december je pa Miklavžev dan. Oziroma 7. zjutraj se otroci zbudijo in pogledajo v te svoje mušničke in čeveljčke in karkoli so že pripravili. To meni ful vse zmešan z ameriško kulturo božička in pogledajo, imajo noter darila ali imajo noter šibo, palco. In to je v bistvu ful podobno, kakor pri nas. Čeprav meni se zdi, da so realno zdaj vse te navade že čisto zmiksane med sabo, nekaj so nam starši povedali, nekaj mi mislimo, nekaj je res, tako... Sploh ne vem več, kaj se mlajše generacije zdaj mislijo o tem. A ste vi tisti, ki so se, ne vem, skrivali doma pred parkalni, a če si v bloku živel, se ti to sploh kdaj zgodilo, a si bil ti parkal, tako napište me odspod, kaj ste doživeli. Jaz se spomnim časov, ko sem bila sploh enkrat v Adergasu, Gorenjska valjda, pri enih družinskih kolegih in takrat je freaking parkal splezal gor na balkon, ne vem kako, po bajti na balkon splezal, najbolj scary oblečeni, ker veste, da so kdaj smešni, kdaj so pa scary as fuck, in je splezal do balkona in je začel z rogmi praskati po steklu, po oknu. Mene je bilo takrat toliko na smrt strah. Res, pa veš, da je nekdo oblečen na to, ampak da je toliko strah, ker ne veš, da je oblečen na to in takrat mi je bilo resno strah. Evo pa je druga skrajnost, ko so bili to časi, ko sem bila jaz tam, ne vem, 10 plus do 15 let in sem si jaz želela biti parkal, ker takrat tle ni bilo standardov za parkalne in se spomnim enkrat, ko pozvonijo doma in odprem in pa je tako Miklavž, ko še ljudi dobro zgledajo, pa parkalni, pa tako ful punc pa žensk, takih mladih in v bajkicah, a veš, polni rdeči rožički in pa itak ne veš, kdo je odspod in pa en tako dozad te pogledam, tako hi in si so scary. Če niste vedeli, zdaj tako ful smešen piše, kao sodobna tradicija omogoča to krampusovanje z veliko pijanimi moškimi, ki laufajo, temu se reče krampuslaufing. Mislim, da je to, kar se nam basically dogaja, se pravi, ko imamo te povorke, ker letos ne vem, če ok od tega, thanks korona, in to, kar laufajo in strašijo in grejo med ljudmi, ki jo grajo ponovadi zraven. To je krampuslaufing, to je neka tradicija, no, vse zadnje. Jaz sem zasledila tako imenovane perhtene, ne vem, če prav izgovarjam, ampak to ne bi bilo več teh demonskih pojavov bratov na nek način in samo eden izmed njih ne bi bil Krampus. Ti perhtni ne bi bili stoletja starejši od Miklavža, v bistvu ful starejša praksa in šele potem ne bi se Miklavž pojavil. Ali bo se neki živčen. Kaj, Mićo? Kaj? Vidiš? Kaj je? A si lačen? In te perhtne ne bi v bistvu v tej mračni dobi, Dark Ages, ne bi jih istočasno s čarovancem iztrebali praktično in takrat ne bi oni čisto izginili, da so se pa nazaj pojavili kot ta naša nova kultura. Se pravi, eden izmed njih, Krampus, je bil pa tisti, ki je bil iztrgan in je še vedno obstal, še vedno ga poznamo in on je tak, ki zdaj velja za tega popolno nasprotje od Nikolaja, se pravi nek zloben del Yin-Yanga. A Yin ali je Yang črn? Moje, da je Yang bolj zveni črn. Na avstrijskem Koroškem recimo je ful prihajalo te zgodbice, da so šle ta krampusovanja narobe in da enkrat je nekdo šibo dobil po obrazu in imel krvav, enkrat je enemu 11-letnemu dečku so ga toliko zbičali po nogi, da je imel pač te krvave uraznine. V Celovcu je bil incident, ko so te krampusi pretepali dva gasilca. Kar se pa tiče tega filma, ki je mene v bistvu navdušil za Krampusa, je pa zgodba gre tako, no res tle izpade kot nek demon, kot nasprotje, ki pride na mest Miklavža, ne kot njegov spremljevalec in je ful hudo, ko sneg pada, familija se zbere na kup in ta familija se totalno ne lajka med sabo. In to je v bistvu razlog, da Krampus pride nevernike odnesta, ne, in v bistvu tle vsi en za drugima pocepajo in je ful scary. Res je scary, no, in tudi ena redkih grozljiv, ki se ne konča hollywoodsko dobro, ampak se konča ful bad, res bad se konča, tako da gledajte.
Krampus in tamén tle scary as hell. Dragi moji, tudi za danes se malo spet vidimo. Zdaj imam spet mečken več časa, tako da upam, da bo mečken več objavljala na video. Radi se imejte, Elian mama out, pišite dol predloge za na video, pa aj čau, bye bye.